Astra je kot zvezda zasijala pred leti v tako imenovanem golfovem razredu in tudi v novi generaciji še kar žanje uspehe. Tokrat preizkušam posebno različico, ki se trudi voznike razveseljevati tudi potem, ko zanjo že odšteje 21.000 evrov oziroma 25, kolikor stane točno takšna. Gre namreč za različico EcoFlex, ki je naravnana predvsem varčno in zelo upokojensko vožnjo mi je dejansko uspelo že skoraj 1000 km prevoziti z le 4 litri porabe na 100 km. Ampak verjemite, takšna vožnja vas bo hitro uspavala in čeprav je tale Astra lahko tudi poskočna, je Opel pripravil še eno Astro. Ta pa vam bo malo bolj dvignila srčni utrip. Čeprav GTC pri Oplu nima dolge zgodovine, tole je namreč šele druga generacija Astre, ki nosi to ime, kupejevska oblika pri Astri in še prej pri Kadetu obstaja že vrsto let. In tole je eden lepših primerkov kupejevskih Oplov. Čeprav je oblikovno povsem prepoznavna, ima v primerjavi z Astro, v kateri sem ravnokar sedel, le 3 skupne elemente. Vzvratni ogledali, kljuke in antenico. Ostalo je vse novo. Nemci odkrito priznavajo, da je pri novi Astri GTC njen največji adut ravno izgled. Čeprav je preskok iz kombi limuzinske Astre na kupejevsko manjši kot pri prvi generaciji, je ta veliko lepša in agresivnejša kot predhodnica. Le poglejte si te boke, kot bi jo ustvaril kak baročni kipar. GTC ima tudi dodatno vpetje pri kolesih, ki zmanjšuje neprijeten občutek navora na volanu, prav takšnega, kot bo imela Astra OPC, ki prihaja letos. Bolj čvrsto zmetenje pomeni, da se avtomobil zelo malo nagiba in zelo lepo čepi na cesti, je lepo vodljiv, kljub ogromnim poletekom, pa vseeno dokaj dobro blaži cestne anomalije. Ford Focus nekako velja za sinonim dobre lege v tem segmentu, a ta Astra ni prav nič slabša, morda celo boljša. Ob pretiravanju pa bo prej kot zadek kapitulacijo seveda pokazal nos. Čeprav je na zunaj viden oblikovalski razkorak, pa bo voznik in njegov desni pajdaš tukaj znotraj deležen povsem enakega tretmaja kot v 5-vratni Astri. Že res, da je varnostni pas malenkost bolj nazaj in da so vrata težka, dolga in nerodna na ozkih parkiriščih, pa so sedeži, stikale in volan poznani. Tipk na sredinski konzoli je še vedno preveč in zaslonček med merilnikoma zna prikazovati le en podatek potovalnega računalnika, čeprav jih zna v Astri EcoFlex več. Dokler na ceste ne pokuka OPC-ka, je tale Astra trenutno najmočnejša, čeprav se pod njo vrti le 1,6 litrski bencinski motor. Sapo turbinskega polnilnika skupaj napihata 132 kW, ki pa zaradi dolgih razmerij menjalnika vseeno nadaljujejo zelo iskrivi. Menjalnik je namreč bolj naklonjen potovanjem brez trušča v kabini in se pri 130 km/h motor suka z manj kot polovico razpoložljivih vrtljajev. Zato zahteva minimalno 8,5 litrov goriva, v povprečju pa okrog 10. Če premišljujete o GTC, ki si obvezno kupite takšno, ki ima take sedeže in take žaromete. Prvi bodo poskrbeli za udobje, drugi pa za varnost. Vse to za 28.000 evrov.